Včeraj smo uspešno zaključili cooking class, bili v apartmaju oziroma v stanovanju že ob 8 zvečer, tako da smo probali pol nekako zaspati do 10, pol 11, pa bila ura že 11, pa pol polnoči, pa je pa nekako rata zaspati. Tako da zjutraj bila pa najprej kavica, danes, je sicer še malo pospal, jaz sem šel na kafe, zdaj pa greva raziskovati Chiang Mai. Ogromno enih templov, ogromno enih stvari, tako da vas odpeljem s sabo. Je pa res lep hotel, pač prav udobna soba je. Dobro se spije, ne? Sledilo je sprehajanje po mestu Chiang Rai, ki je res eno izjemno mesto z izjemnimi rituali in templji. Lej, samo to poslušajte. In tudi kavarnice in lokali in bari in restauracije so odlične, ampak pač ja, najbolj te prevzame to, ko hodiš po mestu in srečuješ templje, srečuješ kipe, srečuješ vse mogoče tipe različnih kultur in to je res nekaj, če nisi tam in tega ne vidiš v živo, si res ne znaš predstavljati, kaj vse eno tako mesto lahko pripomore. Oziroma ne pripomore, ampak kaj vse lahko premore takšno mesto. Pisano, zlato, sivo, črno, belo, dejansko najdeš res vse odtenke in tudi, kot sem rekel že prej, kulinarika je vrhunska in to lahko pove tale pad thai, ki je bil bolan. In koliko vreva mi dva? Ne vem. 2000, koliko? Ne, to je jutri, 2 ure 600, tako da ni... Ne danes gremo, ne? Ne vem, poglej po Googli, koliko je. No, mi tam se zdaj nahajava nekje izven Chiang Maja, greva hoditi Monks Trail. Najprej je en tuk-tuk pobral in naj opelo v center mesta po nesreč, ker ni čisto ne razumel, kam bi šla. In pol je ugotovil nek nasred, da mogoče pa ne gremo v ta prava smer in tako kam, ker sta videla. In je vrgel tam ven, tako da je rekel no pay, ok, cool. Se šla do drugega tuk-tuka, se zmenila, naj je pelo do nekam tako dol spodi, tukaj pa zdaj full klanc in tuk-tuki ne morejo klanc furati, tako da naj je dol ven. Raba 20 minut od začetka poti, pa 2 uri pa pol do vrha, ampak kot sem zdaj ugotovila, je to full višinske razlike, tako da mislim, da bo se danes kar nahodila, nekdo bo pa mene ubal po mojem. Tako da se bo. Tako v tej šumi dobiš malo unga tajskega vajba, malo bolj tazga opičega zgleda, kakor tle zadnji. Drugače lepa pot, no, sva najdla tablo in vse, tako da sva na te pravi poti. Zdaj hodva po Monks Trail, predvidevava, da bo to v bistvu pot, ki so mogli menihi opraviti, da so prestopili v ta meniški red. Meniha bova postavila. Mislim, da je že zelo prepozen za to. Ampak ja, ful je taka luška na poti, no, fajn izletek, bo 2 km zahoditi in to je to. Meni se zdi, da smo na pravi poti zaradi tega, ker smo najdla, upava zdaj, da je to markacija nekega meniha, ki je to pustil, da ni to samo njegovi ostanki tukaj na tej veji, ker zdaj greva spet nekamo eno šumo noter. Ma to naj. Tam je neki bagla. Tam je neki. No, mi to nadaljujeva pot iz tistega templja, ki smo bila zdaj, pač na en tempelj vmes je bil, to je po mojem zaključek Monks Trail. In pa greš gor ful tako v hrib in priješ do glavne ceste. Ko prečkaš, pa greš lahko pol po glavni cesti do templja ali pa, tako kot mi dva, po taki cestici. Ko greš spet tako gor, vrat naj jo že boli, vse naj jo boli, ampak ja, se bo danes lahko ful spala, ker morava že ob 7 zjutraj se zbuditi. Tako da, kje je panika? Ob 7 je odhod, ja. Tako da ob 6 je bojenje. Ampak ja, vse je experience. To je važno. Potem si zapomniš pol potovanje. Ne potem, da bi se sedla v taksi, pa bi naj opeljal gor, ampak potem, da pač hodva kle po džunglah in čakava, iz kje naj bo kakšna žival požrla. Se bo vreden razgled je. Pa še zahod bo ujela. Upam, da ga ujameva zahod gor, nekle na Togmajni. Mama, je ratalo prijeti iz džungle, nismo pa še na vrhu, je. Tako da malo je še, ampak smo v civilizaciji, kar tudi nekaj pomeni. Jebote vrak. A kle ali tam? To je nekam drugam se mi zdi. Kjera? Ja. Pol moramo naravno zgor, ne?
Jami avanture niso več tako jami. Prispela sva in ugotovila, da je kar ogromno javnega prevoza vozilo tukaj, no. Ampak je bilo vredno. In pol lepo priješ do vrha v tempelj, plačaš 30 batov na osebo, kar je pol evra, še to ne. In imaš, to je v bistvu notranji del, tam se zazuješ in greš pač v bistvu noter, ampak je notranje dvorišče, ful je lepo gor, pač vse je ful zlato, ta kupola, templji na vseh straneh, tako umirjeno, fulušno. No, za tole se je pa splačalo priti tle gor. Spodaj celotni Chiang Mai, letališče, tule zadnji del templja še, zakonaj. Še sončen zahod bomo dočakali. Takole, za pot domov so se pa odločila kar za tale minivan, oziroma za tole, k 160 batov plačava oba dva skupaj, pa prideva dejansko do hotela. Tako da je kar boljš, kakor da bi lezla zdaj še 2 uri do dol. Dan zaključujeva z live bandom. Muskite tam špilejo zadnji pri templu. Predlagano mi je bilo, da greva sem na neko handmade pico. Varianta po mojem ful dobro zgleda, dobro in tam ima ta pravo krušno pečo zadnji. Tako da bomo videli, kaj se zgodi, kaj ješ na tajskem pico. Ampak to je pa pol to za danes, po mojem pa počas počivati, ker jutri zjutraj ob 7 odhod proti nacionalnemu parku in pol tam bova šla hraniti slone, jih božati, jih čuvati in podobne stvari, pa greva na izlet lepo. Tako da se v bistvu vidimo jutri zjutraj. Lahko noč. Dobro jutro, danes mi danes začenjamo že malo bolj zgodaj, ura je, zbudila sem se tako 6:20, kjer greva v naravni rezervat, slončki pa take zadeve. Tako da bo po mojem ful luškano, upam, da to ni moj bus, ker jaz nič po kavo naprej, da pa se vam nekaj čaka, tako da upam, da me bo spustilo noter ob 7, kaj odprejo. Dobo svojo kavico. Ja, zdaj pa 1 urca pa še malo vožnje, najprej hranjenje in božanje in kopanje sloni, v bistvu skrbiš za slone, no. Pol pa hajkat na najvišji vrh Tajske, tako da vas odpeljem s sabo v hribe. Malo sem znimen. Mi smo naredili prvi stop na bencinski črpalki, izgleda v bistvu kot food market, tako trgovine, pač dejanski food market, imaš tam te restauracije njihove. Cel avtobus imamo Špancev, tako da bomo imeli kaj za pogovarjati. Je kakšen šus v vrat, tako da gleda lahko sam na desno ven. Tako da jaz imam danes levo stran čez. Po 3 urah smo se prepeljali, vmes 2 postanka in zdaj smo nekaj gor v hribih in zdaj so to hotela peš hoditi podale. Ja, pestro. Evo, naša tura se začela, hodimo v četici, gospa se je ustavila, nekaj strupenga po mojem. Tako da zdaj se odpravljamo, v bistvu najprej gremo hajkat, pa gremo pa slone, se ukvarjati sloni, no. Tako da vse pa fajn. Because ta bleu is mean thank you, but ta bleu is mean you are mad, you are crazy. Okay? Then don't forget that if you worry about you will. Zdaj nam je ta tour guide rekel, da ne božati živali. Zdaj sicer ne vem, zakaj je pa začel govoriti o pajkih pa o kačah, ker ne bi božal pajkov pa kač, ampak je rekel, da večina pajkov ni strupenih, večina kač strupenih, tako da ne jih božati. Vodič nas je potem odpeljal v gozd oziroma po taki gozdni potki, kjer smo si lahko ogledali nasade kakavovca, nasade riževih polj, pač tako res neverjetna narava. Prav od nekdaj sem imel željo, da bi videl pač te plantaže riža in plantaže kave in tako. In danes se dejansko sprehajam kle in pač gledam to volano zadevo. Pač noro. Me veseli, da nisem edini s telefonom, oziroma danes sem prav jaz med unimi, ker najmanj uporabljam telefon, ker to vsi spet fotkajo se, pa en drugega, pa selfie, pa uno, pa tretje, tako da jaz samo vlogam za vas. A ne?
Was? Sprše slukne. So nam rekli, da ne gremo en pa po en, a mi vsi na mostu gor. Ampak razgled je pa nor, no. To je pa res ona narava Tajske. V bistvu imaš res občutek, kot da se sprehajaš po filmu, no. Veš, kaj grejo v džunglo pa tako. Ok, zdaj mislim, da so nas prišli skupaj, ali pa tudi ne vem, bomo videli. To so pa po mojem domačini, ne druga grupa. Zdaj so nam v bistvu povedali, da se bomo peljali na najvišji vrh gora. Da se bomo peljali na najvišji vrh gor. Tako da zdaj še malo pohajkamo, pa gremo v coffee shop, pa se pa peljemo gor na najvišji vrh Tajske. Zdaj sem pa stabilen, veš, to me ne moreš podreti. Tako da je pa res tale pogled, ki ga imaš, pač ta riževa polja, zeleno, rumeno, vse modro nebo, pač top, zakon. All the rice, but this rice is look different with the rice we eating at the middle of Thailand. All right, over there we call khao hom mali. Yeah, the rice will be longer than this. In potem za piko na i, na koncu te poti smo obiskali takle local village, kjer pridelujejo sami kavo, različne načine pridelave imajo različne kave, imajo različne čaje, pač tako ogromno vrstenih čajev. Poslušali smo malo predavanje o kavi, potem smo itak lahko kavo probali in seveda doživeli tisto pristno kosilo, tako kako oni kuhajo za sebe, in hrana je bila res izvrstna, res vrhunska, vse smo imeli, ful je bilo dobro in najbolj je to, kako priješ ven in se pač kure in vse ganja, vse naokoli povsod. Obtičali smo v sredi gore, ker nam je zakuhal avto in ole spustil. Tako da, mi avanture se nadaljujejo peš. Ne, so poklicali nov avto, ampak smo tako na malo bolj mrzlem koncu človek rekel. Pa ne bo se videlo od zgori nič, ker je oblačen. So we renamed the name from Doi Luang. Luang means big, which means big mountain, into Doi in Hanoi to honor King of Lanai Kingdom. Torej, zdaj se sprehajamo proti centru najvišje točke Tajske. Nismo pa na najvišji točki, oziroma tabla je postavljena kao na najvišji, čeprav je pa je laž, tako da ni postavljena tam. In zdaj smo prišli v center najvišje točke. In to je tukaj. Pač sred gozda. No in zdaj smo prišli na pagoda, ne? Pagoda, to sta dva templa, oziroma ta je po mojem cela ta planota, tukaj se imenuje ta pagoda, in sta dva templa. To je King's Temple, to je Queen's Temple, posvečen pač kralju in kraljici, obvious. Zraven so neki tako vrtovi, pa noter so kipci, pa ima zraven džunglo spodaj, ful lepi razgledi. Je kar hladno, ampak tako, pride sonce, se skrije sonce, pride sonce, se skrije sonce, ni pa dežja, pa razgled je res lepno, tako da imamo po mojem sreča z vremenom. Ja. Žalosten sem, ker sem vrgel po tleh svoj sladek bans, ki sem se ga tamle vzel, tako da zdaj sem si mogel kava privošati, a ne sladke kokice je, to laži svojo dušo. Ja, ful je lepo klele gor, no res pa vreme je idealen, tako da zdaj čakamo na naš avtobus, ker še ne vemo točno, kaj se je zgodilo z njemu, a bomo šli nazaj ali čakamo na karenga. Gremo slončke božati, hraniti in jih pucati in podobne stvari. Pol pa proti mestu, pa na Saturday Night Market danes. Nekdo ni navdušen, ker bo mogel še v 4 zjutraj vstati, zaradi tega, ker imamo leto 6:30, ampak bova preživela, no. Samo zato, da je morje. Samo zato, ker je morje, bova pač, mislim, bo najlahko preživeti, drugače ne bi. In potem za zaključek je prišel res najbolj čaroben možen del, in sicer smo šli pogledati slone, jih hraniti, jih božati in podobne zadeve. For sure, the sexy hippies with everything, okay? Then don't stay in between. Okay? Because if one here, and one elephant are move like that, you're gonna flat like a potato chip.
Okay. Najprej dobiš vsa navodila, kako se moraš obnašati v slonih, kako jih hraniti, kako se pač približuješ jim. In to je res en tak čaroben moment, ker taka ogromna stvar, kot je ta slon, pokaže takšno nežnost. In tukaj v tem sanctuaryju, tukaj v bistvu sloni niso prevezani, slone se ne jaha, lepo se z njimi dela, lepo se skrbi za njih. In to se lahko v bistvu tudi vidi na odnosu slona do samega človeka, ker pač se vidi ta non-hostile pristop. Tukaj lahko vidite, kako slon meni ni dal miru in je kar hodil za mano, zato da bi mu dal še hrano, jaz pa nisem imel več, ampak to je res tako nekaj nepozabnega in čarobnega. To je prav čarobno, tako kako jih lepo vidiš. Pa te ne pustijo, veš, pa kaj enkrat da za jesti, to grejo kar za tabo. Majster. V bistvu najprej jim moraš pokazati, da si njihov prijatelj s tem, da jih nahraniš, in pol so jim prinesli take ogromne bambusove stike in oni so to jedli ta čas, ko smo se mi lahko pol lepo slikali sloni in jih snemali, zaradi tega, da so bili sloni primer, da so bili zaposleni s hranjenjem in res to je tako nepozabno, ko se dotakneš takšne velike živali, ta mehkoba, ta toplina, res pač zdaj imam občutek v rokah, kako je to izgledalo. In na koncu so tisti, ki jih ni zebel, pa ki so želeli, šli tudi kopati slone, to je pa takšna uživancija, da noro. In potem smo dan končali na Saturday Night Marketu, to je v bistvu najbolj popularni nočni market v Chiang Maju. Pojedla sva vrhunski pad thai, sprehodila sva se po celotnem marketu, po food courtih, po nasploh, tukaj, ki prodajajo vse od cun do hrane, do spominkov, do inštrumentov, skozi neka live glasba in je res taka stvar, ki pač nikjer v Sloveniji, naprimer, ali pa drugje po Evropi nisem tega zasledil in tale pad thai je bil res, res vrhunski. Za zaključek sva prvošla še palačinke na drugem food courtu, ki so bile pa tudi noro nafilane. In tako da ja, to je pa za ta vlog to in se vidimo v naslednjem. Hvala, ker ste poslušali, gledali, subscribite in see you later.